30 let se je to področje zapostavljalo. Danes je z nami ministrica za digitalno preobrazbo, gospa Emilija Stojmenova Duh. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pogovarjali pa se bova o aktualnih temah v letošnjem vročem poletju. Gospa ministrica, otroci imajo zdajle sicer počitnice, pa vendarle sem večkrat razmišljala, ko prebiramo rezultate raznih testiranj, raznih pismenosti pri slovenskih mladih. Zdaj, digitalna pismenost je verjetno sestavni del celotne pismenosti človeka, kamor sodi, bralna pismenost, naravoslovna pismenost in ves ta sklop tega, kar na koncu rečemo, da je človek pismen ali malo manj pismen ali pa ni pismen. Digitalizacija je v celoti spremenila način, na katerem živimo. Brez digitalizacije danes preprosto ničesar se ne dogaja. Digitalizacija je ključna sestavina v vseh postopkih, v vseh aktivnostih, ki jih imamo v vsakdanjem življenju, ne samo pri delu. In zato tudi ta pismenost se spreminja. Poleg funkcionalne pismenosti, da živimo normalno, potrebujemo tudi digitalno pismenost. In dejstvo je, da mladi v Sloveniji so med slabšimi v Evropi. Zato je tudi za nas izjemno pomembno, da ta trend spremenimo. Vem, da imamo težave tudi pri ostalih pismenostih, bralno ste recimo omenili, funkcionalno pismenost, ampak to se pokaže tudi na področju digitalne pismenosti, ki pa žal v preteklosti temu področju niso namenjali dovolj pozornosti. Torej, ne moremo mi zdaj pričakovati, da v 2 letih, odkar je naša vlada, da bomo mi naenkrat naredili neke čudeže in bomo ta trend obrnili, če 30 let se je to področje zapostavljalo. Zato je za nas izjemno pomembno, da smo začeli z temi koraki, z raznimi usposabljanji, ki pa niso dovolj, zato ker je potrebno nasploh spremeniti celotno šolstvo, in to govorim od čisto samega začetka, osnovna šola, pa potem kasneje do visokošolskega izobraževanja, da tudi pri nas dosežemo ta nivo digitalne pismenosti, ki ga potrebujemo še enkrat ne samo za delo, ampak tudi za vsakdanje življenje. In primerov, kako postopno uvajate digitalizacijo v vsakdanje življenje, je nešteto. Verjetno smo ljudje najbolj seznanjeni z e-zdravstvom, naprimer, ko pogledamo, recept dobimo in pogledamo, a je že prispel v lekarno ali ne in tako naprej. Kako se Slovenci odzivamo na to? A smo pri tem dojemljivi, to hitro sprejmemo ali nam gre morda bolj počasi? Ne samo Slovenci, ampak ljudje nasploh izhajamo iz naših potreb. Zakaj zdaj e-zdravstvo beležimo največ uspeha pri uporabi digitalnih storitev? Seveda je zaslužen COVID. Zaradi tega, ker takrat smo potrebovali razne certifikate, izvide in to je bil najlažji način. In takrat tudi smo zabeležili bistveno večjo uporabo pri uporabi recimo digitalnih storitev na področju zdravstva. Če pride do kakšne druge situacije, takrat zabeležimo tudi uporabo drugih storitev. Recimo, ko so upravne enote stavkale, takrat smo videli povečano uporabo storitve e-samonaročanje. Tako da vedno izhajamo iz potrebe ljudi. Koliko smo Slovenci dojemljivi, je spet odvisno od same digitalne pismenosti in od tega, kako tudi sicer funkcioniramo. Če smo bolj naklonjeni temu, da uporabljamo digitalna orodja, digitalne tehnologije, potem tudi te digitalne javne storitve so nam bližje. Če pa nekdo se nikoli ni soočal z tem svetom, niso delovali recimo v tem svetu, potem je tudi malo težje, vse do trenutka, dokler nima kakšne potrebe. Recimo, tudi e-uprava ravno v času COVID-a. Če si želel prijaviti prebivališče, je bilo samo par klikov in si lahko to nemudoma uredil preko spleta, sicer pa bi morali iti na upravno enoto. Slovenci pri uporabi digitalnih javnih storitev
smo približno nekje v povprečju v Evropi, nismo med najboljšimi, tako kot so recimo nekatere skandinavske države, nismo pa tudi med najslabšimi. In tudi po številu digitalnih javnih storitev, ki jih imamo na voljo, je Slovenija ponovno nekje v sredini. Sem pa zelo vesela, da v zadnjem letu smo opazili napredek za približno 8% več storitev oziroma napredka na področju digitalnih storitev v primerjavi z lanskim letom. Naš cilj je zelo jasen. Mi smo si zadali, da bo do leta 2030, da bodo ključne digitalne javne storitve na voljo tudi digitalno, in če zdaj beležimo, da imamo približno 80% teh storitev že zdaj na voljo, verjamem, da bomo ta cilj tudi dosegli. Poglejte, zanimivo se mi je zdelo, ko se je ministrstvo zelo prizadevalo približati vso e-upravo ljudem na način, da ste po Sloveniji vzpostavili digi-info točke. Se pravi, človeka za mizo, ki bo nekomu, ki ima mogoče strah pred tem ali ki se, ne vem, kaj zanima, lahko pride in ga vpraša in gresta korak po koraku, in je verjetno to najboljša šola, da ob prvi izkušnji človek vidi, da ni tak bav, ta digitalizacija. Ta primer digi-info točke, to smo najprej spoznali na Japonskem. Tudi Japonska se sooča s starajočim se prebivalstvom. Tudi pri njih vidimo, da nimajo dovolj delovne sile, da bi pomagali, in da za digitalnimi javnimi storitvami si preprosto pomagajo. Zato smo to dobro prakso prenesli tudi v Sloveniji in sem zelo vesela, da se je ta ukrep tudi prijel, da ljudje so prepoznali potencial v tem ukrepu, in mi v prvem letu smo si zadali neke kazalnike, koliko obiskov pričakujemo, da jih bomo imeli, in ugotavljamo, da že zdaj, nekaj mesecev pred iztekom projekta, smo že dosegli ta kazalnik, koliko smo pričakovali, da bomo imeli obiskov. Nenazadnje, naše digi-info točke je obiskalo že približno 60,000 obiskovalcev, zabeležimo toliko obiskov. Kar me pa še bolj veseli, je to, da zaznavamo povečano uporabo digitalnih javnih storitev tako na e-upravi kot na spot, in verjamem, da to je eden od razlogov. Zdaj, če imamo nižjo digitalno pismenost, slabšo digitalno pismenost, obstaja nek strah, da bomo uporabljali digitalne javne storitve. Mi lahko usposabljamo ljudi, kar tudi delamo, ampak vseeno želimo omogočiti neko podporo, če kdo še zmeraj ni čist prepričan, da gre in da mu človek pomaga prvič, mogoče drugič, da tudi sam samostojno opravi kako storitev, ob tem, da ima nekoga zraven, da se počuti bolj udobno, da ne more nič iti narobe, in da od tukaj naprej pa povsem samostojno uporablja te digitalne javne storitve. Poglejte, ampak verjetno samo vaše ministrstvo lahko stori bore malo, če pri tem ne sodeluje kup, drugih ministrstev, inštitucij in tako naprej. Skratka, nekako družbena klima mora biti tudi naklonjena temu, digitalizaciji, verjetno. No, to je ključni izziv, ki ga imamo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Ker namreč karkoli na tem področju v državi ne funkcionira, pa ne govorim samo v državni upravi, ampak nasploh tudi v zasebnem sektorju, smo dežurni krivec za vse. Gre pa za izjemno horizontalno področje. Mi seveda zagotavljamo nekatere centralizirane storitve, ampak potem obstajajo tako imenovane sektorsko specifične storitve. In če ni interesa na drugi strani, na določenega resorja ali zavoda ali karkoli, potem mi preprosto nimamo mehanizmov, da jih prisilimo, da uvedejo nekatere postopke, da digitalizirajo določene procese. Še manj pa lahko recimo naredimo v zasebnem sektorju. Kaj lahko naredimo, je, da pripravimo ustrezno zakonodajo, in tukaj recimo v Sloveniji smo zaznali, da obstaja nek manko, torej da sploh ni sistemskega zakona za digitalizacijo, zato smo tudi pristopili k pripravi krovnega zakona o digitalizaciji,
Izhodišča za ta zakon so že bila koalicijsko potrjena, tako da zdaj gremo naprej tudi pri oblikovanju členov konkretnih in jaz verjamem, da potem, ko bomo mi sprejeli ta zakon na vladi in potem v državnem zboru, da bomo v Sloveniji končno imeli sistemski zakon, ki nam bo dal vse te podlage, da lahko dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili na vseh področjih, ne samo v državni upravi, ampak tudi v gospodarstvu in predvsem v družbi nasploh. Poglejte, Gospodarska zbornica je zelo dramatično povedala, da je slovensko gospodarstvo zelo šibko na področju digitalizacije, da pada na vseh kazalnikih. Kaj menite o tem? Najprej to ne drži, da slovensko gospodarstvo pada na vseh kazalnikih, zaradi tega, ker kazalniki so zelo konkretni, številke so zelo jasne. In tudi metodologijo je potrebno poznati. Tudi Evropska komisija jasno sporoči, da število podjetij, ki je digitaliziranih, ni manjše od leta v preteklosti. Je pa dejstvo, recimo, da države članice vlagajo različno sredstvo, izvajajo različne ukrepe, ampak naše gospodarstvo je v izjemno dobri formi. In tudi recimo pri določenih tehnologijah, kot je umetna inteligenca, po odstotku podjetij, ki v Sloveniji uporabljajo umetno inteligenco, je Slovenija na 8. mestu v Evropi. Tako da to, da je Slovenija slaba, absolutno ne drži. Potem tudi Gospodarska zbornica prihaja s podatki o tem, kako slabi smo na področju podatkovne analitike. Pozabijo pa omeniti, da letos prvič imamo sploh podatek o tem, koliko podjetij uporablja podatkovno analitiko, tako da nimamo s čim primerjati. In tudi Evropska komisija zelo jasno zapiše, da je Slovenija naredila opazni napredek na področjih e-uprave, na področju e-zdravstva, na področju elektronskih komunikacij, pokrivanjem s 5G-jem in kar je izjemno pomembno na frekvenčnih pasovih od 3,4 do 3,8 GHz, ki so pa ključni za uvedbo novih tehnologij. Poleg tega Gospodarska zbornica tudi pozabi omeniti, da mi v Sloveniji imamo sprejete strategije. Naše ministrstvo je pristojno za strategijo Digitalna Slovenija 2030, kjer je Gospodarska zbornica sodelovala na tem, torej ko smo pripravljali strategijo. Imamo tudi nacionalni načrt, kjer je ponovno sodelovala Gospodarska zbornica, pa ne samo Gospodarska zbornica, ampak še marsikatere druge organizacije, ker smo si določili tako cilje, kot tudi ukrepe, ki jih bomo financirali. In zdaj, da se pričakuje samo od države, da bo pomagala gospodarstvu v času gospodarske rasti, je milo rečeno iluzorno. Tukaj morajo tudi podjetja poskrbeti za to, da bodo sami vlagali, še posebej, če imajo kakšno gospodarsko rast. Nenazadnje imamo v Sloveniji tudi strategijo o digitalizaciji gospodarstva. To strategijo je pripravilo resorno ministrstvo, to je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Tudi tam so določeni tako cilji kot ukrepi, kako bodo dosegali te cilje. In jaz sem prepričana, da kolegi na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ko pripravljajo svoje ukrepe, tudi ustrezno planirajo, kako bodo ti ukrepi pomagali pri doseganju kazalnikov. Tako da ta drama, kako smo zdaj naenkrat mi najslabši in da nam gre vse narobe, je preprosto neumestna. Tudi recimo s področju strokovnjakov za IKT. Da se zdaj očita vladi, ki je prišla, ki je začela z delom leta 2022, da naenkrat ni zagotovila dovolj strokovnjakov, je smešno. Zato, ker mi vemo, koliko časa traja, da izobrazimo IKT strokovnjake. In če pogledamo, da samo študij traja 5 let, potem preprosto se časovno ne izide. Nismo imeli kdaj usposobiti te strokovnjake. Je pa tudi dejstvo, da IKT strokovnjaki lahko delajo kjerkoli po svetu. In to lahko tudi pomeni, da naši IKT strokovnjaki v Sloveniji delajo za tuja podjetja, kar je točno to, kar se dogaja na področju IT-ja.
Seveda imamo manjko in tudi za vlado zdaj iščemo ukrepe, na kakšen način bi zagotovili še več IKT strokovnjakov. Nedolgo nazaj smo omenili tudi digitalne nomade. Ampak to, da nam primanjkujejo IKT strokovnjaki, pove, da imamo v Sloveniji potrebo po IKT strokovnjaku, zato ker imamo toliko uspešna IT podjetja, kar mene izjemno veseli. Ni pa ta vlada v nobenem primeru odgovorna za pomanjkanje IKT strokovnjakov. To je problem, ki ga niso naslavljali še pred mojim rojstvom. In zato se zdaj soočamo s tem problemom, tako da sama ne bom prevzela odgovornost zato, ker nekdo v preteklosti ni opravil svojega dela, ni ustrezno pripravil šolske sisteme, da imamo danes usposobljene IKT strokovnjake, ki jih podjetja potrebujejo. In zdaj smo seveda tudi pri računalnikih. Zdaj, če se vrnemo čisto na začetek zgodbe, zakaj je vaše ministrstvo kupilo te računalnike, komu so bili pravzaprav namenjeni? Takoj, ko sem postala ministrica, sem dala izjave, ki so bile po vseh medijih, da bomo ukinili digitalne bone, ker digitalni boni v nobenem primeru ne bodo pomagali ne k digitalni vključenosti, ne k digitalni pismenosti in da bomo namesto tega vzpostavili sklad za izposojo računalniške opreme. Pri digitalnih bonih, za katerih je bilo porabljeno 29 milijonov evrov, dobili so jih vsi. Dobili so jih otroci premožnih staršev, dobili so jih otroci, ki pač tudi za 150 evri niso mogli privoščiti računalnik, ker pač računalnik stane več kot 150 evrov. In predvsem je večina tega denarja je šlo za nakup slušalk, ker nima nobene veze za digitalizacijo. In takrat smo mi zelo jasno predstavili, kaj bomo naredili, da bomo dvignili digitalno pismenost in povečali digitalno vključenost. Digitalna vključenost pomeni dostop do interneta, dostop do znanja in kompetence in dostop do računalniške opreme. In vse to mi tudi izvajamo. Da bi lahko ustrezno izpolnili vse te cilje, kar smo si jih zastavili, smo mi že leta 2022 planirali sredstva za nakup opreme v ta sklad, ki ga bomo vzpostavili, ki smo ga tudi najavili. Sprejeli smo zakon, ker smo morali imeti planirana sredstva, da smo lahko sprejeli tudi ta zakon. Točno smo določili prioritetne skupine. V zakonu je bilo jasno napisano, do kdaj mora biti vzpostavljen sklad. Najkasneje do 1.1.2024. Če mi ne bi nabavili to opremo, ti prenosniki, bi imeli vzpostavljen sklad, ne bi pa imeli kaj za deliti. Torej, sploh ne bi mogli izvajati ta ukrep. Mi smo imeli zakonsko podlago, imeli smo sredstva zagotovljena v proračunu, šli smo po postopek javnega naročanja, izpeljali smo vse postopke zakonito, transparentno, javno, vse je na voljo na portalu za javna naročila in smo zagotovili to opremo, da lahko sklad začne delovati. Ko je sklad začel delovati 1.1.2024, je bila oprema zagotovljena. Kaj se je zdaj vmes zgodilo? Upravičenci jih je bilo preveč, ker smo imeli tako otroke iz socialno ogroženih družin, tako upokojence, invalide in tako naprej. In je obstajala skrb, da bodo naenkrat, da bo prišlo preveč vlog in da sklad jih ne bo mogel pravočasno obdelati in zaradi tega upravičenci ne bodo pravočasno dobili to opremo. Zato smo se z ostalimi resorji dogovorili, da bomo postopek optimizirali na način, da najprej dobijo računalnike tisti, ki so najbolj socialno ogroženi, ker sicer ti vedno izpadejo iz igre, ker ne dobijo pravočasne informacije, ker jih vsi ostali prehitijo. In smo točno dorekli, da v letu 2024 in v letu 2025, da bodo prvi na vrsti otroci iz socialno najbolj ogroženih družin in potem pa pridejo še vsi ostali upravičenci skladno z zakonom, ki smo ga sprejeli. Tako da mi zdaj samo izvajamo to, kar je napisano v zakonu. V prvi skupini so otroci iz prvega dohodkovnega razreda, to so najbolj šibke družine, v tej skupini je 9000 upravičencev in
Mi preprosto nismo mogli razdeliti 10.000 računalnikov 9.000 upravičencem, zato ker jih je skupina računalnikov je več, kot je bila ta prva skupina. Ampak mi nismo nič širili. V zakonu je jasno napisano, da si pozivi sledijo. Zato ker to ne gre za enkraten ukrep, ampak gre za sklad, ker šibkejši, socialno šibkejši lahko pridejo do računalniške opreme, kar pomeni, da v tem skladu se bo stalno zagotavljala tudi ta oprema. Tako da zdaj so na vrsto otroci iz drugega dohodkovnega razreda. Če ostane oprema oziroma se doda nova oprema, pridejo iz tretjega dohodkovnega razreda in gre za en zelo organiziran način deljenja računalniške opreme tem, ki jo najbolj potrebujejo. Se pravi, imam še eno podvprašanje, če nekdo iz prvega dohodkovnega razreda, potem ko je poziv, ne vem, za tretji dohodkovni razred v teku, se še vedno lahko prijavi tudi ta iz prvega, če se prvični, a ne? Vedno začnemo z prvim dohodkovnim razredom, ker damo najprej priložnost najprej njim, da jih nihče ne prehiti. Potem pa vsakič dvigujemo dohodkovne razrede, ampak to pomeni, da ostali iz nižjih dohodkovnih razredov se še zmeraj lahko prijavijo, se nam pa zdi prav, da najprej damo prednost nižjim dohodkovnim razredom, sami pa poznajo roke, da imajo to prednost do roka, ki je namenjen tem skupinam. Vem, da je pred vami interpelacija, jeseni pa vendarle vas vprašam, kako boste preživeli poletje, si boste vzeli kaj oddiha? Poletje bom preživela s temi, ki jih imam najraje za družino in zagotovo bomo nekaj časa namenili tudi oddihu ob morju. Boste vzeli kakšno knjigo s seboj? Knjige berem vedno. Vsi, ki me dobro poznajo, vedo, da ne morem zaspati, če ne preberem vsaj nekaj strani na dan, tako da knjige berem čez celo leto. Kakšno priporočate? Pred kratkim sem prebrala Kaj prestajaš in je odlična knjiga. Potem priporočam tudi The Art of War, zelo stara knjiga, tisti, ki jo poznajo, vedo, zakaj mi bo še kako koristila v naslednjem obdobju. Veliko je, tudi znanstveno fantastiko, tako da knjige obožujem, tukaj bi lahko do jutri nadaljevala. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.